Tokrat v občinskem informatorju. V občini Hoče - Slivnica nekateri svetniki o previsokem NUSZ. Župan pojasni, da le sledijo priporočilom ministrstva. Aplikacija Drava Bike za kolesarje, ki odkrivajo znamenitosti ob dravski kolesarski poti. Dan šole v Stopercah. Začenja se Borštnikovo srečanje. Požar mu je vzel vse, kar je imel. V Staršah nagradili zaslužne občane. Večer dalmatinskih pesmi v Selnici ob Dravi. Festival piva na Pohorski tržnici. Čebelarsko društvo Maribor mesto praznuje 75 let. Lepo pozdravljeni. V občini Hoče - Slivnica določeni občinski svetniki govorijo o previsoki podražitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, a ta je usklajena po predlogu ministrstva, saj je bila občina Hoče - Slivnica zelo pod povprečjem napram okoliškim občinam. Sredstva pa, kot pove župan, bodo vsekakor namenjena področjem, kot so kanalizacija, ceste in ostalim infrastrukturnim projektom. Nekateri občinski svetniki v občini Hoče - Slivnica so sklicali novinarsko konferenco, kjer so izrazili nezadovoljstvo s tem, da so občinski svetniki na decembrski seji izglasovali podražitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. A župan poudarja, da le upoštevajo sistemska priporočila ministrstva. V vseh analizah, ki so bile v letu 2022 potem narejene, da smo spoštovali to, kar nam je naročilo ministrstvo, recimo iz aplikacije APRA, ker so povzeti vsi zaključni računi, proračuni občin, je razvidno za 5-letno obdobje, da smo pod povprečjem še recimo Duplek, Starše nad povprečjem, Rače Fram kar nekaj nad povprečjem, Maribor še višje. Za samo pripravo odloka je veliko truda in župan pove, da niso delali na pamet, temveč so odlok pripravili na osnovi omenjenih analiz, ki jih pokaže. Odlok pa je bil sprejet na prvi izredni seji po lanskih lokalnih volitvah. Drugo, kar je bilo sporno, kar se tiče tega nadomestila, je to, da je bilo to sprejeto na izredni seji občinskega sveta, na prvi izredni seji 15.12. Je brez tega, da bi to obravnavali odbori in komisije. A to le zato, ker odbori in komisije še niso bili imenovani. Rok za sprejetje odloka pa je bil do konca leta. Zaradi zakona? Davčnem postopku zadevo urediti do konca leta in glede na to, da je bilo tu vloženo ure, dnevi, tedni dela, smo torej naredili na koncu leta, da velja za letos. Seveda pa odbori, komisije vedno podajo mnenja, odloča občinski svet. Svetniki očitajo, da sredstva, ki se iz naslova NUSZ pridobi, niso po njihove primerno porabljena. V današnjih časih, v današnji draginji si ne moremo privoščiti takega zvišanja ene postavke na tem, da bomo pravzaprav vlagali, tako je tudi v gradivu bilo, samo v športna društva povečali za 150 000, naprimer za Karitas pa Rdeči križ pa bomo povečali za 2000 sredstva. A kaj ko denar iz NUSZ je? Namenski vir za izgradnjo komunalne infrastrukture in še ena zanimivost. V letih 2015 do 2022 je bilo pobranih 6,6 milijona NUSZ-ja v 7 letih. Občina Hoče - Slivnica pa je investirala 26 milijonov za vzdrževanje, investicije, torej vse, kar se tiče vodovodov, cest, javne razsvetljave, kanalizacije. Občinski svetniki, ki so sicer šele nekaj mesecev po sprejetju odloka sklicali novinarsko konferenco, si želijo, da bi o tej temi še enkrat govorili na občinskem svetu. Je bilo pa potem ponovno pod pobude in vprašanja dana pobuda, da se pa to obravnava na naslednji seji. Mi odgovora okrog tega še nimamo. Če seveda bo odgovor negativen, kar se zna zgoditi z neko veliko verjetnostjo, bomo to ponovno zahtevali. Nimamo pa mi nekega direktnega orodja, da bi lahko vplivali na to odločitev. Svetniki govorijo o tem, da so to želeli umestiti kot dodatno točko dnevnega reda na zadnji seji, a gradiva, kot je to predpisano za predlagatelja točke, niso predložili. Ja, to je bil predlog, seveda pa je treba pripraviti gradiva. Torej tisti, ki predlagajo. Seveda.
tako kot posod. Želeli bi razpravo, torej, ki je ponavadi brezplodna. Tudi pri sestankih, ki imamo tukaj z strankami, z komerkoli, vedno prosimo, da podajo tematiko, da se lahko pripravimo. In kakšno bo stanje glede na okoliške občine in povprečje po tem sprejetju odloka? Natančne simulacije se ne da narediti, tako da potem upajmo, cilj, nekako smo ciljali, da pridemo na povprečje. Glede na to, da smo pred 3 leti bili izbrani za najbolj povprečno občino, sicer nisem vedel po kakšnih faktorjih, ampak tu se je računalo, kdo ima najbolj povprečno star avto, kdo ima zelo dosti faktorjev, tako da malo za šalo. Težimo pač, da pridemo k povprečju, da upoštevamo navodila ministrstva. Bi nam pa bilo vsem lažje, tudi vsem občinam, če bi bile financirane skladno z zakonom o financiranju občin, ampak tu se pa drugi ne držijo zakonov, pa se pogajamo o tem, kar zakon piše. Župan poudari, da si želi razvoja kraja in samo tako, da sledijo navodilom ministrstva za okolje in prostor ter se dvigujejo do tiste črte, ki označuje povprečje, jim lahko uspe. Zdaj namreč za drugimi precej zaostajajo. Hkrati pa določeni občani niso mogli priti do zazidljivega zemljišča, saj nekateri le-te hranijo kot naložbe. Reka Drava ponuja nešteto potencialno za razvoj športno-turistične in kulturne ponudbe. Kliče tudi k raziskovanju skritih kotičkov, naravnih lepot in bogate biotske pestrosti tako živalskih kot rastlinskih vrst. Vse, kar lahko doživimo na in ob reki Dravi, bo kolesarjem in drugim odslej pomagala odkrivati nova mobilna aplikacija Drava Bike, ki je nastala v okviru projekta Naša Drava. Med vsemi občinami, ki dobivajo počivališča ob Dravski kolesarski poti, sta tudi občini Miklavž na Dravskem polju in Starše. Počivališča niso bila postavljena samo v teh 2 občinah, ampak tudi po ostalih občinah, vse od Dravograda do središča ob Dravi. Veseli smo tudi občin, ki so se odločile za nakup električnih koles, občin, ki so se odločile za nakup kajakov in kanujev. S tem se spodbuja tudi sama plovba po reki Dravi. Nekatere občine so kupile tudi prikolico za prevoz teh kajakov in kanujev, tako da lahko izvajamo potem turistične produkte, kjer delno kolesarimo, delno potem seveda veslamo. Projekt mobilne aplikacije tako vidijo kot nadgradnjo vseh ostalih infrastrukturnih naporov, kjer so gradili samo kolesarsko pot in jo označevali. Ugotovili smo, da še vedno imamo težave, da kolesarji ne najdejo posameznih ponudnikov ob kolesarski poti ali pa da sploh ne vejo za določene naravne in kulturne znamenitosti. Zato je nastala ideja o mobilni aplikaciji, ki te vodi virtualno do posameznih točk ob Dravski kolesarski poti in te potem tudi varno pripelje nazaj. Namreč strošek, da bi vse te naravne kulturne znamenitosti in pa ponudnike ob Dravski kolesarski poti fizično označevali, je preprosto prevelik in to se lahko zelo kvalitetno rešuje z mobilno aplikacijo. Eno tipičnih primerov je recimo ta ribnik, ob katerem se danes nahajamo. Namreč marsikateri kolesar, ki se vozi po kolesarski poti, ga sploh ne opazi, če ne bi bil na to opozorjen, in ravno na ta način bomo lahko na take lepe naravne znamenitosti tudi opozorili. Da so del projekta izgradnje Dravske kolesarske poti, v kateri je enotna oprema po vseh občinah, so veseli v Miklavžu na Dravskem polju. Veseljem lahko povem tudi to, da smo združili različne vsebine po posameznih občinah. Tako kot sem povedal prej, če sosednja občina Starše precej bolj promovira športni del Drave in pa seveda Dravske kolesarske poti, je pa občina Miklavž tista, ki pa mogoče malo bolj gremo v smeri naravovarstvenega turizma in pa poudarjanje zgodovine reke Drave kot vira življenja, vezanega seveda na Dravsko kolesarsko pot v smislu privabljanja turistov. Sem zelo vesel, da smo znali tudi v naši državi zasnovati en takšen projekt, kjer vsak poudari tisto, kar ima, kar mu je podarila narava, kar je znal ohraniti v toku stoletij, in občina Miklavž seveda smo tu zraven in bomo zraven tudi še v prihodnje. Imamo še velike načrte. Aplikacija bo vodila tudi od kolesarskega počivališča do rimskih gomil, ki so nedaleč stran, obenem pa v tej občini načrtujejo še več. Pri nas je še planirano počivališče z enim takšnim lepim objektom za oddih in pa za osvežitev, nekaj spit, nekaj pojest. V prvotni izdaji je to planirano kot en objekt, ki bi bil brez ljudi, praktično v obliki avtomatov.
En zelo lepi paviljonček že imamo urejen, tako da v bistvu v Miklavških ribnikih, ta je ta tretji, drugi, prvi, kjer bo urejena sprehajalna pot, je predvideno eno lepo počivališče in pa lepo spoznavanje narave strani kolesarjev, ki se bodo tukaj tik ob ribnikih peljali naprej proti Staršam in proti Ptuju. V Staršah pa poleg same kolesarske poti in počivališč načrtujejo še nekaj zelo zanimivega. Kolesarsko gondolo bi želeli speljati do Dupleka. Zakaj? Zato, ker že iz preprostega razloga v Mariboru, če gre družina na kolo in ima otroke, je recimo kolesarjenje do Ptuja in nazaj ali pa do Ptuja, pa po drugi strani, rečemo skozi občino Duplek nazaj, enostavno predolga tura. In s tem bi v bistvu skrajšali na polovico to turo, kar bi bilo po naše zelo zanimivo sploh za družine z otroci. Takšne gondole, košare za kolesarje v Evropi že obstajajo. Seveda mi bi želeli to modernizirati s pomočjo elektrike. Vseeno je razpon, če se prav spomnim, po projektih okoli 110 metrov, kar bi lahko zagotovili tudi kakšne varnostne težave, zato želimo, da bi projekt bil res narejen tako, kot mora biti. Tako da res upamo, da se bo to prijelo, upamo, da bomo projekt izvedli, upamo seveda, da bomo uspeli tudi denar dobiti, predvsem iz Evropske unije, ker se nam zdi to res projekt, ki bi moral biti zanimiv za financiranje. Ob tem pa bi radi razvili še plovnost na reki Dravi, rancarijo, krožno kolesarsko stezo po občini Starše, ki bo navezana prav na Drava Bike. Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor pa je pravzaprav začela izgradnjo dravske kolesarske poti pred časom z 18 občinami. Pred 2 letoma pa so se nam pridružile še 3 občine iz Podravja, tako da skupaj sedaj 21 občin. Vesel sem, da je Direkcija za infrastrukturo sedaj v teh letih, poleg tega, da je kar nekaj odsekov sedaj v gradnji ali že izgrajenih, pripravile tudi vso potrebno dokumentacijo na manjkajočih delih in sedaj se v bistvu aktivno pripravljamo za pridobivanje zemljišč in računamo, da bomo v novi finančni perspektivi med letom 2021 in 2027 dobili tudi kar nekaj evropskih sredstev in tako recimo to kolesarsko pot med Mariborom in Ptujem lahko tudi asfaltirali, čimer bo seveda še bolj atraktivna za kolesarjenje. In prav mobilna aplikacija lahko še dodatno pomaga vsem kolesarjem, da bodo lahko sproti odkrivali svet na Dravi in ob njej preko kolesarskih izletov po vseh teh občinah. Sedaj pa v osnovno šolo Stoperce, ki je podružnica osnovne šole Majšperk, kjer so v petek 26. maja v domu krajanov Stoperce že tradicionalno priredili dan šole. Tam je bila tudi naša ekipa. Poglejmo, kako je bilo. Osnovna šola Stoperce je podružnična osnovna šola Majšperk in minuli petek so v domu krajanov Stoperce že tradicionalno priredili dan šole. Mi danes praznujemo dan šole, podružnične šole Stoperce in sicer je to že naša tradicija. Žal smo med korono malo prekinili, ampak letos nadaljujemo s tem. Danes nastopajo učenci od 2. do 4. razreda, ker pač nas je letos samo toliko na šoli, se pravi 12 učencev. Vsi nastopajo, vedno težimo za tem, da res se vsi učenci predstavijo na odru. Tako so nastopali vsi otroci, ki obiskujejo šolo. V redu, malo me je bilo sicer sram, ampak je bilo super. Bilo je odlično, imeli smo malo tremo, tudi v redu. Ta tradicija v Stopercah traja že več kot 30 let. To, da je šola manjša, jih prav nič ne zmoti. Ja, pravzaprav ta kompleks majhnosti tukaj sploh ne pride toliko do izraza. Sam poznam ta občutek že od samega začetka svojega šolanja, ker sem sam obiskoval tudi to šolo in se spomnim teh prireditev, ki so bile takrat prav tako, sicer nas je bilo mogoče v razredu malo več in posledično tudi obisk na tovrstnih prireditvah večji, ampak še vedno je tradicija enaka, še vedno so kljub majhnosti polni talenta in to vsako leto na večjih prireditvah pokažejo, na tem dnevu šole pa še posebej. Predstavo je napisala učiteljica podružnične šole, ki nam zaupa, da je snov jemala iz zapisov ljudske literature. Med starejšimi občani in starimi starši pa so izvedli tudi anketo o tem, kako oni doživljajo ljudsko glasbo in kaj so oni prepevali, ko so bili mladi. Tema letošnjega nastopa je ljudska pesem, ker se mi zdi, da počasi se ta pesem zopet vrača in želimo, da se tudi pri nas nadaljuje v našem domačem kraju. In mladi učenci so bili na tematiko navdušeni. Ljudska glasba jim je zdaj še bližje.
Ljudska glasba mi je zelo všeč, drugače pa je bilo super to pripravljati. Zelo je bila lepa in zanimiva. Zabavno je bilo to pripravljati, pa zanimivo je bilo. Na prireditev so povabili vse krajane oziroma občane in seveda starše ter babice in dedke učencev. Super je bilo, taka lepa prireditev, lepše biti ne mora. A kaj so vaši vnuki nastopali? Seveda so, prav vesel sem, da si jih lahko poslušal, pa da vidim, da se vnuki tudi prevajajo teh starih načinov pesmi, ki jih znamo mi. Zelo zanimiv, pester in zelo otrok poln. Dobro je bilo, vredi, super, da bi še večkrat bil tak. Prihodnje leto na osnovno šolo Stoperce prihaja kar 6 prvošolčkov, kar jih že zdaj veseli. V novem šolskem letu bo tako podružnično osnovno šolo obiskovalo 14 učencev in učenk. Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je prvakinja drame SNG Maribor. Nataša Matjašec-Rošker so razkrili organizatorji 58. festivala Borštnikovo srečanje. Podrobnosti o letošnjem festivalu pa si oglejte v prispevku. Program osrednjega dela festivala Borštnikovo srečanje se začne v ponedeljek. Pričenjamo, kar se tiče tujih predstav, z novo uprizoritvijo italijanskega gledališkega poeta Pipa del Bona, ki je pri nas že gostoval pred nekaj leti, gotovo se spomnite, z 2 predstavama. Tokrat prihaja s predstavo Ljubezen, Amore, ki je od premiere, ki je bila nedolgo nazaj, že gostovala na številnih evropskih gledaliških festivalih, in ta sklop tujih predstav zaključujemo prav tako z italijansko predstavo. V petek slavnostno odprtje predstava La Tempesta v režiji uveljavljenega mednarodnega gledališkega režiserja Alessandra Sere. Letos se Borštnikovo srečanje odvija že 58. Bližamo se že jubileju 60. Tokrat je pred nami 3. edicija, ki je poletna edicija festivala Borštnikovo srečanje, ta junijski termin, za katerega so gledališča v polni kondiciji, tako da lahko slovensko gledališče pravzaprav pokažemo v svoji moči, kondiciji in v trendih, kjer pač slovensko gledališče gre. Tako da koledarsko leto, ki je pač Vilma Štrito, selektorica, pogledala, jaz mislim, da je zelo dober program. V tekmovalnem programu je 12 gledaliških predstav po izboru selektorice. V spremljevalnem programu pa je poleg 4 tujih še 8 slovenskih uprizoritev. Selektorica, ki si je ogledala več kot 120 predstav, je izbrala maksimalno število predstav za tekmovalni program, ki ga še omogoča festivalski pravilnik, to je 12 gledaliških uprizoritev, pri čemer je poudarila, da ta program odslikava raznolike poetike slovenskega gledališča, temelji pa na umetniški kvaliteti, ustvarjalnem naboju in celovitem izrazu vseh vključenih segmentov. Na novinarski konferenci so razkrili tudi letošnjo dobitnico Borštnikovega prstana. Nagrada gre v roke prvakinji drame SNG Maribor Nataši Matjašec-Rošker. Hvala komisiji, žiriji za to neizmerno čast. Jaz sem se že malo spustila na zemljo, bila sem zelo vznemirjena, zelo presenečena, reagirala sem burno in čustveno, kar je za igralko verjetno tudi res je. Za marsikoga v Mariboru, oziroma jaz mislim, da je igralec živ in prepoznalen gledališki igralec, dokler je na odru. In zdaj, če je na neodvisni sceni ali institucionalni, on je zmeraj tam živ, kjer ga publika gleda. To se pravi, dokler smo gledali na neodvisni sceni, sem bila neodvisna igralka, pol prideš v institucijo, kar naenkrat postaneš institucionalna igralka in v preteklosti ni več. In to je prav na nek način. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnosti bodo izročili na zaključni slovesnosti 18. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Pred 3 tedni je izbruhnil požar na Čebelarski ulici v Morju pri Framu. Lastnik je ostal brez vsega. Požar se je hitro širil, škoda pa je ogromna. V noči na petek 14. aprila je izbruhnil požar na Čebelarski ulici v Morju pri Framu. Lastniku Janu Knezu je vzel vse, kar je imel. Skočim tule ven čez dnevno sobo, čez okno in prek moje ograje, pa prek sosedove skočim tja na pomoč, kličem, točem po oknah, ne. Hiša gori, ona dva sta mislila, da pač njihova hiša gori, ne. Sta bila čisto zmedena tudi, tudi gospa ni Snežana mogla telefona najti, ker je bila v takem šoku, ne.
To je že tu vse gorelo, to je že bilo vse, to je bil strašanski ogenj. Prizna, da ga je dogodek močno prizadel in se šele pobira. Jana poznajo tudi po srnjačku Mišku. To je moj otrok, ker sem od prvega dneva ga imel in sem ga spravil. 400 litrov kozjega mleka sem mu skupoval, 6 mesecev sem ga fojtral. In šel je tu z mano v šov, bil je skozi poleg mene, spal je tle v dnevni sobi kot kužek. Niti enkrat se ni polulal, pokakal tu noter. Ko se je to zgodilo, ga ni bilo 4 dni. Ko je po nekaj jutrih znova prišel, mu je to ogrelo srce. Zdaj pa redno prihaja 5-6 krat na dan, zjutraj navadno pred kontejnerom tule leži, ko se ostane me čaka, se pocartava, pa pravim, pojdi zdaj ti po svoje. Za žalostjo se spominja tistih trenutkov, ko se mu je življenje obrnilo na glavo. Ko to gori, samo smo gledali, odkot bo kak avto prišel. No in hvala Bogu, potem po nekaj časa pridejo gasilci in to se je potem začelo to kalvarija. Tam že več ni bilo, prednjega dela že več ni bilo, je vse zgorelo. Že sem na hišo požaršal, je že hiša začela goreti. Potem so začeli avti hoditi gasilski, gasiti. 12 cistern vode so spustili gor. Intervencija se je zaključila v jutranjih urah. Hiša je popolnoma uničena, ostali bil samo zidi okrog obod. Gor je vse za nič, to je vse voda zalila, izolacija, vse mokro. Daleč noter iz garaže sem je hiša užgana, slemena so zgorela, strop pada dol, stene so napite, električna inštalacija vsa fuč. Dobri ljudje so mu hitro priskočili na pomoč. Soseda mi je takoj ponudila pomoč. Je rekla, sedaj boš pač nekaj časa tu pri nas, kako dolgo bomo lahko, vse skupaj to. In res soseda in Boris Snežana Čermeljo sta mi ponudila pomoč, tako da sem bil cel mesec pri njima. In potem je občina s pomočjo preko civilne zaščite so mi uredili ta kontejner. V kontejneru trenutno tudi prebiva. Pomagala mu je občina, Rdeči križ Fram, na pomoč pa so mu priskočili tudi v Uporniku, kjer jim je uspelo zbrati 10 000 evrov. In zakaj bo denar namenjen? Kot se je videlo, ni ostalo dejansko nič, ne more več živeti v tem hiši, ker je bila totalno uničena. To je bilo po preračunu, koliko vem za garažo, oziroma ta zidek hiši, ki ga je imel. To pa je to, dejansko po preračunu smo mi na tole znesek začeli zbirati. Nepopisno sem hvaležen in seveda prosim še naprej, koliko se bo dalo, da bi pač čim prej tle noter se lahko potem spravil v to hiško, ker sem si res težavo naredil. Pokojnina je majhna, 400 evrov, se pravim, gradil sem 18 let polnih, malo denarja je bilo, nekaj sem si zaslužil s petjem, takrat pred covidom, sedaj je tudi to vse skupaj šlo, če odkritje povem, niti nisem sposoben pet, ne morem, sedaj niti ne bi, če bi tudi se mi kaj ponudilo, ne bi verjetno mogel nič spraviti skupaj. Toti Lisjak bo 17. junija priredil kuhanje na žlico na gradu Rače in vsa zbrana sredstva bodo namenili Janu v pomoč. Jan pa čuti žarek upanja, saj se v njegovo pogorelo hišo naselila ptica. Se je zdaj ptička, taščica naredila gnezdo in zdaj bo imela mladičke. Tako da neko upanje, če se je ptica naselila v tej hiški, verjetno obstaja, ne vem, upam pa na vse dobre ljudi. V občini Starše praznujejo 26. občinski praznik. No, priredili so tudi osrednjo slovesnost, na kateri so podelili priznanja in plakete zaslužnim občanom za njihovo neumorno dolgoletno delo. Naziv častni občan občine Starše pa je prejel župnik Rudi Koželjnik. Občina Starše je slavila 26. praznik. V ta namen so organizirali svečano prireditev. V tem prelepem mesecu praznuje tudi naša občina spomin, ko so se daljnega leta 1677 kmetje, živeči na tem območju, zaradi kratenja lovskih in kmečkih pravic uprli grofu Herbersteinu. Dejstvo, da smo za praznik izbrali ta zgodovinski moment, pove veliko o naših ljudeh. Pove nam, da tukaj živijo delovni in trdoživi ljudje, ki si ne dovolijo kratenja svojih pravic. Na osrednji slovesnosti so podelili priznanja in plakete zaslužnim občanom za njihovo neumorno dolgoletno delo. Ker pa danes praznujemo, naj bo ta dan poln veselja in radosti. Predvsem pa naj bo priložnost,
Da se zahvalimo tistim posameznikom, ki so s svojim delom še posebej zaznamovali življenje naše lokalne skupnosti. Nagrajenci prihajajo iz različnih področji delovanja, vendar imajo vsi skupen imenovalec. Razdajanje za skupnost in solidarnost. Zato nam naj bodo njihove zgodbe navdih, da bomo še naprej živeli v tako pestri in solidarni skupnosti. Župan se je odločil, da letos za izjemno pogumno in nesebično dejanje podeli županov grb. Dva prijatelja, kineziologa, športnika, člana filozofskega društva, sta pred letom dni ob podiranju dreves ob reki Dravi nesebično rešila otroško življenje. Za to plemenito in srčno dejanje sta sicer prejela priznanje že na ravni države, vendar je prav, da bosta danes prijela priznanje tudi iz strani občine. Najvišje priznanje občine Starše, plaketa začasnega občana, je letos šla v roke Rudiju Koželjniku. Torej, hvala lepa za to nagrado, nisem seveda pričakoval, ampak seveda vsaka dobra volja nekako človeka dviga. Torej, jaz sem prišel v Starše, od kraja sem se malo navajal, težko sem malo ta dialekt, pa tudi te navade, nekatere stvari sem malo težko razumel, hudo lušno, smisel kak je lahko nekaj hudo pa lušno skupaj, pa take stvari, ampak potem sem se navadil, malo sem spoznal, da tu živijo dobri ljudje in tako sem s veseljem potem nadaljeval delo. Na slovesnosti so občinska priznanja prejeli Srečko Ledinek, Stanko Siter, Lidija Murko in Robert Ekart. Plaketa z bronastim grbom je šla v roke Branku Vogrinu, Janku Sitarju, Milanu Teskaču. Plaketo s srebrnim grbom sta prejela Marija Krepl in Danilo Vavpotič. Plaketo z zlatim grbom pa je prejel Milan Šprah. Na pohorski tržnici v Pivoli so pripravili festival piva. Priložnost za predstavitev so dobili mikropivovari in lokalni ponudniki hrane. Poglejmo, kako je bilo. Tokrat je bila pohorska tržnica v Pivoli v znamenju dobrega lokalnega piva. Preverili smo, kaj ponujajo na stojnicah. Imamo v bistvu vse. Imamo od lagerja do pale ale, ip, ne ip, pa sadnih pirov. Imamo še pol kisle sadne, tako da v bistvu ni da ni, še temne imamo sicer samo v pločevinkah, ampak celi asortima pokrit. Pa ljudje radi okušajo nova piva? Ampak na pol leta, par mesecev se spremeni. Zdaj trenutno so motni lahki piri, torej 6% ne ipe recimo, da se največ proda. Mogoče lager je še tisti vedno paradni kon, ampak vedno več ljudi se pa tudi odloča za te malo bolj moderne stile, da malo sprobavijo, kateri hmelji so noter, pa potem, ker vsako pivo ima tudi svojo zgodbo, ne? Vsako pivo ima različne hmelje, kaj se tiče pale ale, ip, ne? In potem to ljudje radi sprobajo, kaj so različni okusi. Ustavili smo se tudi pri pivovarni iz Studenc. Proizvajamo pa različne stile, od pale ale, ipe, to odvisno od letnega časa, kateri je in pol prilagajamo, ker smo botična in se lahko to dovolimo, da na vsako časovno obdobje naredimo kako specialko, da malo razvajamo svoje stranke, kjer se počasi vedno več se jih nabira, tako da gradimo svoje ime počasi. Na pohorski tržnici pa vsak vikend srečamo Franca Rota. S pivom se ukvarjamo dobrih 10 let. Je to dopolnilna kmetijska dejavnost in delamo pivo, lager pivo, brez konzervansov, nefiltrirano. Začeli so tudi s flaširanjem, namenjenim predvsem za darila. Svoj najbolj prodajan izdelek, svetli lager, pa je ponujala tudi pivovarna Maribor. S pivovarstvom se recimo posredno ukvarjam tam enih 10 let, da pa sam kuham pivo, pa zdaj ne da točno štejem, ampak približno 2 leti 7 mesecev pa 26 dni. V svojem delu več kot uživa in je velik ljubitelj piva. Sem imel to srečo, da sem prišel kot neizučen pivovar v že utečeno firmo, kjer so me naučili marsikaj. Obiskovalci so pohorsko tržnico obiskali z željo poskusiti različna lokalna piva. Kako je to lokalno, kaj se prinesa? Ni preveč močno, ampak je kar pitno. Danes domačo kupo, ne vem kako se reče, super pivo, ima kaj reči. Malo smo prišli iz Tezna pogledat,
Zdaj gremo not pogledati, kaj imajo za prodati, pa tako malo veselice. Ja, spijem, poleti sploh. Svetlo. Včasih to je kako temno, ker nismo preč ljubitelji piva. Kaki špricar boljše. Saj vemo, kako je, samo da je dobro. Jutri pa boste lahko na tej lokaciji okušali džin. Tudi letos so v Selnici ob Dravi pripravili večer dalmatinskih pesmi. Tokrat je v goste prišla klapa Semikanta. Poglejmo, kako je bilo. V hramu kulture Arnolda Tovornika so pred dnevi odmevale dalmatinske pesmi. Povabili so klapo Semikanta. Hrepenimo k temu, da pač vabimo vedno nove goste. In klapa Semikanta je znana zelo dobro v slovenski Istri, pa smo rekli, zakaj ne bi bila poznana še na Štajerskem, zato smo jih tudi povabili med se. Klapa je nastala leta 2011 v slovenski Istri, ime pa v tamkajšnjem narečju pomeni se mi poje. Mi smo vedno navdušeni, ko nas povabijo v kraje, ki jih še ne poznamo tako dobro. Danes smo se pripeljali iz Istre in prinašamo dalmatinsko-istrski melos in upamo, da bo ta publika znala nagraditi naše petje z tem, da nam pritegnejo, da bodo skupaj zapeli najlepše dalmatinske in nekaj naših lepih istrskih pesmi. Klapo sicer sestavlja 8 članov. Družimo se zdaj dobrih 10 let in sestavljajo nas različne generacije, od mlajših 30-letnikov do tistih starejših, ki so že dvakrat toliko stari, ampak to ni ovira, da ne bi skupaj radi zapeli na odru, pod odrom, ob odru, ob vsaki priložnosti, ki pač prinese lepo pesem. Koncert je trajal 1,5 ure. Skupaj na koncu nazdravili ob kozarčku vina, pa pojedli malo sardelic, pa bo to čudovit večer in uvertura v poletje, ki se očitno prihaja po teh deževnih dnevih. Vedno pripravijo najlepše dalmatinske pesmi, ki jih ljudje vedno radi zapojejo. Danes prinašamo predvsem dalmatinski melos, mi mu pravimo dalmatinski melos iz istrskih grl, tako da bo tudi nekaj Istre med temi, ampak predvsem najlepše dalmatinske pesmi, tiste, ki jih publika rada sliši, ob katerih tudi rada zapoje, potem pa tudi nekaj priredb znanih pesmi, ki smo jih mi priredili na povsem malce drugačen način, na naš avtorski način in pa naše avtorske pesmi, ki opevajo našo regijo, torej Istro. Na povabilo so se z velikim veseljem odzvali. To je nekaj najlepšega, kar prinaša glasba. Mi rečemo, da glasba ustvarja prijatelje in prijatelji potem ustvarjajo glasbo. Druženja, kot so današnja nocojšnja, so tisto, kar nam prinaša nove izkušnje, nova druženja, nova poznanstva. Najlepše, kar se lahko zgodi, je potem po koncertu, ko lahko spontano, ob kozarčku dobrega vina, skupaj zapojemo z novimi prijateljskimi znanci. In kakšna publika v Selnici ob Dravi? Selničani kot publika so zelo zvesta publika. Vedno znova nas nagradijo s tem, da pridejo množično na naše prireditve in jih zelo spoštujemo kot publiko, kot tako. Ljudje so nestrpno pričakovali začetek koncerta. Bila sem že tudi na prejšnji koncerti, ko so tu bili, sem prišla in nasplošno rada imam dalmatinsko glasbo. Pa imam rada to glasbo in sem rekla, to pa moram slišati. Ne? In vsakin je kupila karte na Petrolu in tako sem danes prišla poslušati. Jaz pričakujem lepo. Lepo zaradi tega, ker mi klape pa tako izredno ležijo, so pa jih je premalo. Ne? Zelo se veselim današnjega večera. Upam, da bo spet tako je bilo. Upam, da bo tudi program, mislim, v redu in da bomo šli z veselji pa zadovoljni iz dvorane. In res je bilo tako. Nastopajoče so velikokrat nagradili z bučnim aplavzom in dvorano zapustili več kot zadovoljni. Člani Čebelarskega društva Maribor mesto obeležujejo 75. obletnico delovanja. Tokrat so jo obeležili s sodelovanjem z likovniki in poslikavo ter razstavo panjskih končnic. No, tam je bila tudi naša ekipa in posnela dogajanje. Poglejmo. Čebelarsko društvo Maribor mesto obeležuje visoko obletnico. Za njimi je kar 75 let. Smo zelo ponosni in veseli, da smo 75 let obstali. Kajti društva smo dejansko mi, čebelarji, in seveda znamo negovati iz roda v rod in to je uspeh, da čebelarji spoštujejo naravo, predvsem pa čebele. To je ljubezen, katero mi imamo v sebi, čebelarji. Ob tem dogodku se v prireditvenem prostoru na Snežnem stadionu pod Pohorjem odvila prireditev. Podelili so priznanja in nagrade. Prav tako pa so si lahko obiskovalci ogledali razstavo panjskih končnic in slik. S tem smo tudi obeležili 75 panjskih končnic, ko jih tu vidite za mano. In seveda sem zelo ponosen, da sodelujemo z umetniki. Lansko leto smo sprejeli take sklepe, da smo uvedli tudi
združevanje z umetniki, kajti pravimo mi, narava, čebele in umetnost, to spada skupaj. Na takšno obletnico gledajo ponosno tudi izven Čebelarskega društva Maribor mesto. Vsaka obletnica čebelarskih društev je zelo pomembna. Pa ne bo to majhna ali pa velika, ampak to pomeni, da čebelari delujejo, da se organizirajo. In to nam v današnjem času zelo manjka, to druženje, povezovanje, in čebelarska društva so tista točka, kjer se čebelari v prvi vrsti družijo, potem pa seveda izmenjujejo tudi svoje izkušnje. Čebelarska zveza društev Štajerske je tako močna, kako močna so njihova društva. In če njihovo društvo obstaja 75 let, pomeni, da je dobro delovalo, da je v tem času nekaj naredilo. Niso najstarejši, so pa zelo delovni v samem mestu Maribor. Slovenija je, kar se tiče čebelarstva, na posebnem mestu. Nikjer na svetu kaj takega, kot je pri nas čebelarstvo organizirano. Društev nimajo. Po svetu gledajo bolj ekonomsko na čebele. Pri nas je pa to, kot sem že v govoru povedal, to je kultura, to je ljubezen do čebel, način življenja. In društvo je tudi del tega. Zanimanje za čebelarstvo je vse več. Jaz sem tudi v Čebelarske zveze društev Štajerske zadolžen za izobraževanje mladih čebelarjev, to se pravi čebelarjev začetnikov. In zadnjih 10 let je skozi moje roke šlo približno 400, če ne mogoče 500 teh mladih slušateljev različne starosti. Od začetka so prihajali tudi starejši, takrat, ko so se upokojili, so začeli čebelariti. Danes je sicer to malo drugače, pridejo mlajši ljudje, hočejo si pridobiti znanja. Mogoče res vsi trenutno takoj ne postanejo čebelarji, ampak imajo doma čebelarstvo, mogoče čebelari deda ali pa oče, in oni mu hočejo pomagati in zato je njihova želja, da si pridobijo določeno znanje iz čebelarstva. In dejstvo je, da so mladi čebelarji ključni za prihodnost, prav tako pa otroci, ki imajo pozitiven odnos do okolja in ohranjanja čebel. Toliko za danes v občinskem informatorju. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. To soboto 3. junija bodo v Lovrencu na Pohorju odprli novo športno pridobitev na prostem, v sklopu katerega bodo odprli fitnes, balinišče in rusko kegljišče. Otvoritev bo pri tamkajšnji tržnici ob 10. uri dopoldan. V Majšperku pa bo tudi jutri potekal turnir 5 ekip selekcije U15 s srečelovom na nogometnem igrišču. Dogajanje bo v športnem parku Majšperk s pričetkom ob 11. uri dopoldan. Sicer pa pestro dogajanje spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.